Dober dan, spoštovani gledalci, sem Jasna Martinjak, raziskovalni projekt Povej. Smo v četrtni skupnosti Sostro, z mano je predsednik četrtne skupnosti, gospod Janez Moškrič. In hvala, da ste se odzvali tudi vi. Pa bi vas kar vprašala, kakšna je vaša ocena povezanosti med vašo lokalno skupnostjo pa med četrtnim svetom v preteklem mandatu. Lep pozdrav tudi v mojem imenu. Kot sami veste, četrtne skupnosti nekako resno obstajajo 16-17 let in v tem času je bilo potrebno vzpostaviti pač tudi vse te nove povezave med ljudmi, ker še danes po tolikih letih ljudje rečejo krajevna skupnost. V Ljubljani je bilo namreč 57 krajevnih skupnosti na tem območju, kjer je sedaj 17 četrtnih. Seveda, četrtni sveti nismo imeli od samega začetka določenih sredstev, da bi lahko kaj več naredili na tem področju, pa vendar za leti, ko smo vzpostavljali naloge tudi delovanja svetov četrtne skupnosti, s tem so tudi ljudje tisti, ki so vključeni, lahko nekako se vključevali in pa tudi spoznavali, kakšne so pristojnosti in delovanja četrtne skupnosti. Sam v četrtni skupnosti Sostro sem najbolj ponosen na to, da imamo zelo dobro sodelovanje z vsemi akterji, tako rečemo, ki delujejo v četrtni skupnosti. To pa so vsi predsedniki društev, vsi predstavniki javnih zavodov in tudi ostalih skupin, ki delujejo v četrtni skupnosti Sostro. Enkrat letno se srečamo, kjer si izmenjamo mnenja, pobude in ravno sedaj, malo prej, preden ste vi prišli, sem oblikoval vabilo za to srečanje. Tako na to srečanje sem tudi zelo ponosen. Je kakšna ideja, kako bi še izboljšali povezavo s prebivalstvom v četrtni skupnosti? Seveda, idej je veliko. Ena od glavnih, katera bi mogoče bila zelo dobra in jo tudi kolegi v četrtnih svetih drugje po Ljubljani že nekateri prakticirajo, to je časopis. Vendar za časopis rabiš kar ekipo, ki je pa včasih težko dobiti iz volonterjev. Nekako sem že v preteklih letih nekaj poskušal, celo smo imeli tudi en odbor, takrat smo lastno spletno stran postavili, sedaj smo v okviru mesta. In na žalost pa potem se lahko zgodi ravno to, kar sem 14 dni nazaj bil od strani enega krajana pač spodbuden, da premalo vejo o stvareh, ki se dogajajo v četrtni skupnosti, pa sem mu predstavil, da je eno glavnih, tudi kanalov ta revija Ljubljana, ja, mi pa tega ne beremo. Se pravi, ko se bojiš, da ljudje potem, ko bodo dobili določen časopis, ne bodo vzeli v roke, vse zaman. Se pravi, še zmeraj je na nas posameznikih, da želimo nekaj spoznati. Če mi ne želimo, ugasnemo medije, damo nalepko proti reklamam in potem pač smo dostopni samo za tisto, kar nas ta trenutek interesira. Ja, to je res. Četrtna skupnost je vse en del našega življenja. Tako, ja. Zato si skozi to prizadevamo in zato smatram, da so ljudje kar vejo, kaj pomeni četrtna skupnost. Jaz se včasih pošalim, da če kdo ne pozna predsednika četrtne skupnosti Sostro, potem je v Sostrem zgolj v spalnem naselju. Tudi take imamo, ko otroke vozijo v druge okoliše šolske, ko jim Sostro, predvsem določeni lepi zaselki, predstavljajo zgolj spalno enoto, vse ostalo se odvija drugje v Ljubljani ali pa v Sloveniji. Pa me še zanima vaša povezava z mestno občino, kako ste zadovoljni? Se pravi, glede na to, da sem bil sam tudi mestni svetnik, sem lahko imel malo boljšo povezavo, pa tudi glede na to, da imam že določene pretekle izkušnje, smo si mogli to povezavo sami vzpostaviti, ustvariti. Čeprav v tem preteklem mandatu, kar je za pohvaliti, je to, da se je podžupan zadolžen za četrtne skupnosti res nas mesečno srečal in smo lahko vsi predsedniki predstavili svoje probleme. Tega v preteklih mandatih ni bilo tako redno in tako pogosto in tudi nismo pa mogli tam vse rešiti. Bolje je bilo pač
Srečali smo se pa, zapisniki obstajajo in to so kar pomembne pridobitve. To je lepa novica. Tako, ja. Pa tudi glede na moje naslednje vprašanje, ki je nastalo na podlagi moje lastne izkušnje, sicer na vaški ravni, ampak vprašanje je, kako vidite idejo, da bi bil županov občinski svet sestavljen iz predsednikov četrtnih skupnosti? Ta ideja je bila tudi v mestu že v preteklih mandatih že tudi na tapeti, kot se rado reče. V Ljubljani bi bilo to čisto izvedljivo, glede na to, da ima 45 članov mestni svet, se pravi, to še zmeraj ne bi predstavljali večine, da ne bi bilo nič mogoče spornega glede prevladanja določenih prioritet, bi to predstavljalo manj kot večino. Seveda pa ne vem sam, ali je to sprejemljivo strani lokalne pač samouprave, ali je to pristojnost samega občine, ali bi bilo potrebno tudi zakonsko raven urediti na tem področju. Namreč potem bi verjetno seveda spremenili bi volilne okoliše, 17 volilnih okolišev bi mogli biti oziroma tako nekako, če je čisto strokovna raven. Ja, to je v redu, ker jaz sem o tem razmišljala kot udeleženka občinskih svetov, sicer kot podpredsednica na vaški ravni. Sem pa videla v zakonu, da je se pravi pri občini, da župan lahko kot posebno posvetovalno telo skliče predsednike vaških svetov, ker mislim, da je tam samo eden vključen v občinski svet, sem pa raziskovala, kako je s to. No, glejte, tudi če ste pogledali statut Mestne občine Ljubljana, imamo predsedniki za vsako pomembno točko možnost 10-minutne predstavitve. Izrabile svoje 2 ali 3 svetniki v celotnem času, odkar je ta možnost, je pa več kot en mandat. Tako da je to zanimivo, se pravi, res so možnosti, ampak jih mogoče celo tudi smo premalo izrabili, ker svetniki določeni pač smatrajo, da so že vse stvari tako dobro pripravljene do točke seje mestnega sveta in da je vse v redu in da ni zadržkov. V praksi se pa ugotavlja, da v bistvu svet ni niti dobro zadevo še predelal in potem je zadeva lahko že prepozna, ko gre prvo branje oziroma predlog odloka. Tako da večkrat se je to tudi zgodilo. Potem so šele ljudje in civilne iniciative in tudi novinarji in vsi, kar bi mogli pa že predhodno. Veseli me, da osvetljujemo te malo bolj temne kotičke ali pa povezave, ki niso toliko. Ja, tako je. Pač res, teh 16 let mi je dalo nekaj izkušenj, da lahko rečem in sem tudi sam ponosen ob sprejemanju zadnjega statuta večjih sprememb mestnega sveta, je bilo ravno to, ta čas, ko sveti pregledujejo gradivo in pošljejo svoje predloge, je bil tako kratek, da sem jim dokazal, da ne bo šlo, ko je župan hotel 21 dni oziroma še nekaj manj, iz prejšnjih 30 za gradivo. Potem smo tisto pripravili tako, da zdaj lahko četrtne skupnosti 12 dni prej, se pravi, da imamo potem še čas, glede na, kdaj pride gradivo, da ga imamo čas pregledati, sklicati sejo in dati svoje pripombe. Me pa še zanima, če imate vi kot četrtni svet kakšen predal za pobude vaših prebivalcev? Se pravi, kot veste, ima četrtne skupnosti uradne ure, imamo strokovne sodelavce, ki so pod okriljem Mestne občine Ljubljana, službe za lokalno samoupravo, tako da pri nas so še ljudje navajeni, da na vrata potrkajo, tukaj je obrazec, potem so maili, imamo pa seveda svoje službe, tako kot ima mesto za pobude občanov v mestu. Kar se tiče dneva odprtih vrat predsednika, je tako, da ko kdo želi, se vzamem čas, ne glede na svoje pač delo in potem se srečamo in povejo svoje pobude, predloge. In tako da sem prav vesel, če se kakšna zadeva uredi. Tako sem bil ravno danes na še enem ogledu ceste na Javor, kjer so se ljudje
sta v Javorju en zaselek, Jelenišče, tako imenovan, kjer so ljudje s sofinanciranjem svoje strani, lastne udeležbe, si asfaltirali in naredili cesto, kar je pohvalno. Res je. Tako, ja. Hvala, gospod Moškrič. Imate morda še kakšno misel za gledalce, za prebivalce vašega okoliša, na splošno za prebivalce Ljubljane, Slovenije? No, vsekakor vsi moramo vedeti, da bi bilo zelo dobro, če se najprej uredi svoje primarno okolje, se pravi, tam, kjer živimo, imamo vsi radi, da so zadeve urejene in urejene bodo le tako, če bomo sodelovali, ne. Ko si postavljamo velike ograje in se zapiramo za velike ograje, tam ne bomo rešili pač svojo lastno parcelo, ne bomo pa rešili širše zadeve. Se pravi, čim več vključevanja pobud, predlogov, začne se že z volitvami, pravi pohvalno, te volitve so imele dosti boljšo volilno udeležbo kot pretekle pred 4 leti. Potem vključevanje, ne, biti tudi član sveta, kandidirati, potem hoditi, ne, tudi to je lahko problem, se pravi, ko se daš kandidirati in je prav, da tudi hodiš na seje četrtne skupnosti oziroma mestnega sveta oziroma vaških skupnosti in pač potem poskušaš po svojih najboljših močeh delati. In če gledaš na četrtno skupnost tako kot na svoj lastno posest, bo res uspeh. Hvala lepa, lepe misli ste podali in hvala tudi vam za ogled, za pozornost. Pa se vidimo v naslednjem intervjuju. Hvala lepa.